Dober dan, najlepša hvala za povabilo. Predvsem pred takim širokim auditorijem, ki izkazuje zanimanje za stvari, ki se dogajajo v zadnjem času. Kot rečeno, jaz prihajam z Onkološkega inštituta, dejansko pa se ne ukvarjam s cepivi dosti časa, ampak v bistvu smo v zadnjem času prišli na neko idejo oziroma je več ljudi po svetu prišlo na podobno idejo, da se lahko uporabljajo določene vrste tretmajev kot v bistvu in situ vakcinacija, ki se da to transformirati iz lokalnega v nek sistemski odziv. Zato bi jaz morda predstavil to zadevo in šel po vrsti. Onkološko zdravljenje je kompleksno, sestavljeno iz lokalnih, iz sistemskih zdravljenj, govorimo o nekih pristopih, kot je kirurgija, kjer dejansko z fizičnim pristopom se odstrani tumorska masa, do bolj kompliciranih, kot so recimo poseganje v hormonski sistem, biološka zdravila, poznate tarčna zdravila, to so zdravila, ki so namenjena določenim specifičnim lastnostim, določenim tumorskim celicam. Potem govorili bomo danes o genski terapiji, terapiji v bistvu, kjer z vnosom genskega materiala vnesemo zapis za določeno zdravilo in hkrati o vakcinaciji. Vakcinacija stoji nekje med vsemi temi vrstami zdravljenj in se v bistvu giblje med lokalnim in sistemskim zdravljenjem, ki sta glavna dva področja, ali lokalno ali sistemsko, običajno se ta dva zdravljenja kombinirata. In zdravljenja so namenjene z namenom ozdraviti bolezen ali pa samo zazdraviti že napredovalo bolezen. To vse bazira potem na principih zdravljenja, ki so v kombinaciji lokalnih in sistemskih zdravljenj, ki se uporabljajo v onkologiji. Če preskočim direktno na vakcine, seveda za vakcine je nek splošni pojem. V onkologiji vakcinacijo ne razumemo na več različnih načinov in sicer ali se to uporablja kot profilaktično ali se uporablja kot terapevtsko, kakšne vrste vakcin se uporablja, ali celične ali proteinske ali vektorske in v bistvu tisto, kar nas najbolj zanima, so v bistvu tele. To so najmanj raziskane in trenutno najmanj uporabljene vrste vakcin, ki bi se lahko uporabljale v onkologiji. Kot rečeno, iz terapevtskega pristopa lahko vi usmerjate svoje zdravljenje z namenom zdravljenja določenih že izraslih tumorjev, kjer je seveda napredka razmeroma malo in pa hkrati tudi verjetno z preventivo, vendar v tem primeru seveda nimamo nekih komercialnih pristopov, ki bi dejansko bili uporabljeni v standardnem zdravljenju v onkologiji. Potem imate pa tretjo varianto to, ne da vi izolirate neke antigene, jih potem razmnožite, naredite neke vrste potem vakcino za te določene antigene, kar pomeni, da morate točno vedeti, kateri antigen pripada določeni vrsti tumorjev, ampak lahko pristopite temu tako, da uporabite tumor kot tak, kot vir teh antigenov, če lahko z nekim lokalnim ablativnimi metodami, kot so obsevanje, to poznate, radiofrekvenčna ablacija, krioterapija, lahko na koncu tudi elektrokemoterapija, o kateri bom govoril, uporabite kot princip, s katerim z uničenjem tumorskih celic omogočite ekspozicijo teh antigenov tumorskih celic in s tem spodbudite imunski sistem, ki ponavadi ni dovolj aktiviran, da bi deloval tudi sistemsko, lahko deluje delno lokalno, zato rabite pa nek dodaten princip, ki naj bi spodbudil, to se pravi z nekimi imunomodulatorji poveča učinek lokalno, ki ste ga spodbudili z lokalnimi ablativnimi tehnikami. Mi se ukvarjamo z elektroporacijo. Elektroporacija, verjetno ste slišali kdaj o tem, se uporablja v laboratoriju za vnos različnih molekul v celice in vitro, da se pa tudi in vivo z izpostavitvijo tumorjev vzpostaviti neko spremenjeno okolje, kjer lahko te celice v tumorju privzemajo določena zdravila v večji meri, kot jih drugače lahko, predvsem zaradi tega, ker ta zdravila ali pa DNA ne morejo vstopati v celice same. Če govorite to v kombinaciji z
kemoterapevtiki je to elektrokemoterapija. Se pravi, da uporabite nek kemoterapevtik in z elektroporacijo povečate vnos tega v tumorske celice in to je recimo zdaj že priznana metoda, ki se uporablja v več kot 150 centrih po Evropi in na več tisoč pacientih se uporablja predvsem v paliativne namene, prihaja pa tudi v zdravljenje manj napredovalih in primarnih tumorjev. Hkrati se pa to lahko uporablja ne samo za citostatike, ampak tudi lahko za golo DNA, kar pomeni, da lahko to uporabljamo z namenom genske terapije. Tukaj je to malo bolj schematično prikazano in razčlenjeno. To se pravi, da lahko uporabljamo ne samo za plazmidno DNA, ki nosi zapis za nek določen gen, ki ga želimo vnesti v celico, ampak lahko tudi za kratke RNA molekule, ki lahko inhibirajo, ali pa shRNA molekule, ki celo lahko zapisujejo za te sRNA molekule. To se pravi, elektrokemoterapija je neka ablativna tehnika, ki bi potencialno bila možna kot in situ vakcinacija za zdravljenje teh pacientov. To je dejansko lokalna ablativna tehnika, ki predvsem uničuje tumorske celice, razdira tumorsko žilje in pa lahko spodbudi določeno mero tudi imunski odziv, kar je seveda odvisno od imunske kompetence organizma, je odvisno od tega, koliko in kakšni antigeni se sproščajo in seveda tudi od imunogenosti tumorja. Se pravi, ta imunski odziv je lahko različen glede na vrsto tumorjev in lahko pričakujemo glede na vrsto terapije tudi, da je ta imunski odziv, ki se sproži po elektrokemoterapiji kot ablativni tehniki, lahko različen glede na to, ali uporabljamo bleomicin ali cisplatin v elektrokemoterapiji. Samo v informacijo, recimo ta stvar se je začela razvijati v 80. letih in 90. naprej. Dejansko deluje tako, da na osnovi dajanja nekega citostatika in pa elektroporacije, ki same po sebi ne delujete, v kombinaciji lahko v popolnosti odstranite lokalno ta tumor. To se pravi, to je lokalna terapija in ne deluje na druge oddaljene, nezdravljene tumorje. Če gremo pogledati, kolikšen je delež pobitih celic zaradi te elektrokemoterapije v tumorju samem, potem lahko poskušamo zračunati, kolikšen je delež direktnega ubijanja in kolikšen je delež ostalih dodatnih mehanizmov, ki pripomorejo k dokončni eradikaciji teh tumorjev. In tako smo to naredili in ugotovili, da obstaja tle nek prostor, ki se pripisuje, to se pravi ta cell kill, ta delež pobitih celic v tumorju, ki ga izpostavimo v elektrokemoterapiji, je potem dodatno odstranjen zaradi vaskularnega učinka, pa tudi zaradi imunskega odziva organizma. Kajti ne moremo pozdraviti tumorjev, ki ne rastejo v imunsko kompetentnih organizmih, tumori, ki rastejo v imunsko zavrtih, to se pravi golih, atimičnih miših in drugih, ni mogoče v celoti pozdraviti. Kaj se dogaja v teh tumorjih? Dogaja se to, da z razpadom teh tumorskih celic se sprožijo citotoksični limfociti, T limfociti, dendritične celice se aktivirajo, v glavnem celotna imunologija se sprosti in govori o nekih danger signalih, ki se pojavljajo tam. To so normalne stvari in cel svet trenutno raziskuje, kaj se dogaja lokalno v določenih predelih tumorja po radioterapiji, kemoterapiji, krioterapiji, tako kot mi raziskujemo po elektrokemoterapiji. To velja praktično za vse ostale ablativne tehnike in praktično gre celoten trend razvoja v to smer in situ vakcinacije in spodbujanje imunskega sistema. To se pravi, po elektrokemoterapiji predvidevamo oziroma vidimo, da se zgodijo te spremembe, ki lahko spodbudijo naravni imunski sistem v tumorju, vendar ta ni dovolj velik, da bi spodbudil, lahko spodbudi popolno izginotje zdravljenega tumorja, ne more pa spodbuditi zmanjšanje ali odstranitev ostalih nezdravljenih tumorjev v oddaljenem delu telesa. Kaj vidimo na teh pacientih, ki jih zdravimo s to elektrokemoterapijo? Vidimo tukaj na levi strani sliko pacienta z nekimi melanomskimi tumorji.
ki so bili zdravljeni, in po 14 dneh vidite tukaj očitno nek imunski odziv, to se pravi neka imunska reakcija lokalno tam obstaja, vendar očitno ni dovolj. To se pravi, želeli smo ugotoviti, ali lahko ta lokalni učinek transformiramo iz lokoregionalnega, to se pravi z nekega območja, v sistemski učinek, če bi dodali neko dodatno imunostimulacijo, in sicer z namenom tako imenovanega abscopal efekta. Abscopal pomeni off-site, iz mesta, kjer je bil zdravljen. Je pa to seveda izraz, ki je že dolgo znan v radioterapiji iz nekaj opisanih primerih, in to je pravzaprav tista modna muha raziskovanja, ki se zdaj dogaja in se v veliki meri raziskuje tudi v kombinaciji z radioterapijo. Kaj lahko naredimo, kakšne pristope lahko te spodbujanja imunostimulacije imamo, ali z spodbujanjem imunskega odziva ali pa z blokado imunske zavore. In sicer tlele so te zdravila oziroma molekule, proti katerim se zdravila trenutno že pojavljajo komercialno na trgu in se tudi s temi zdravili zdravijo pacienti onkološki v onkoloških centrih, tako tudi pri nas. Druga varianta je pa spodbujanje imunskega sistema, to pa še ni v neki širši uporabi. Vse skupaj ta koncept pade v tako imenovane značilnosti tumorskih celic, tako imenovane hallmarks of cancer. To se pravi, če imamo neke značilnosti tumorjev, kot so tudi imunski odziv in imunosupresija, je to lahko tudi tarča za zdravljenje s tem, da moduliramo te spremembe in jih specifično prilagajamo in poskušamo doseči terapevtski učinek. To spada v kontekst imunoeditinga, to je tudi nekaj novejši pogled. V bistvu gre tukaj za immune escape, kot smo včasih temu rekli, pobeg tumorja, nadzoru imunskega sistema, s tem, da danes se o tem nekoliko več ve. V bistvu gre pa za to, da se tumorske celice selekcionirajo in imunski sistem prilagaja tem tumorskim celicam, s tem, da tumorske celice postanejo v bistvu rezistentne na imunski odziv, ki bi jih lahko uničil, in s tem tudi uidejo njenemu nadzoru in zrastejo naprej. Proces je dolgotrajen, vendar bolj ko bolezen napreduje, vedno bolj imate rezistentne tumorske klone v teh tumorskih masah in je dejansko težje potem doseči tudi pozitiven, to se pravi terapevtski učinek. Dejansko torej z kontrolo teh inhibitorjev ali stimulatorjev, ali jih lahko spodbudite, zavrete in tako dalje, je v bistvu ustvarjeno neko ravnotežje imunskega sistema in tumor progredira iz občutljivega, kjer je še nekje pod nadzorom imunskega sistema, v vedno bolj rezistentnega. In v teh rezistentnih fazah, to se pravi v immune escapeu, tam bi morda ta nov pristop, to se pravi vakcinacije in spodbujanja imunskega sistema, imel neko večji pomen in tudi terapevtski učinek. Zdaj, kaj o tem vemo? Vemo to, da določene te pristopi, kjer smo jih imenovali, to se pravi elektrokemoterapija, v tem primeru z bleomicinom in cisplatinom, po terapiji sproži določene spremembe v tumorju, in sicer tako imenovane imunogene celične smrti, ki so značilne. Te naj bi spodbudile dejanski imunski odziv, s tem, da se sprožijo in aktivirajo in translocirajo določene molekule iz notranjosti na površino celice in lahko spodbudijo imunski sistem. Torej, če vi vzamete neko ablativno tehniko in probate z temi znanimi zdravili, ki so trenutno že uporabljeni, kot je recimo ipilimumab proti CTLA-4 molekulam, vidite, da ta kombinacija deluje in vidimo, da lahko dobimo sistemski odziv, ki je bil opazen recimo od 9 od 15 pacientov. To je v onkološki terapiji razmeroma dosti visok procent odgovorov in kontrola bolezni je bila cirka pri 60% bolnikih. To so prvi indikatorji, prve objave, ki dejansko kažejo, da to elektrokema z nadzorom imunskega sistema je tolerabilna in pa tudi učinkovita metoda, vendar to so prvi reporti, to se pravi, dejansko tega še ni preizkušeno na večjem številu.
Podobno so ugotovili ravnokar v večjih 13 centrih v Nemčiji, kjer so zbrali podatke in ugotovili, da bolniki, ki so bili zdravljeni z imunoterapijo ob dodani elektrokemoterapiji, so dobro odgovorili in je dejansko tudi nek povečan učinek bil ugotovljen. Važno je torej, da zdaj ugotavljamo, kakšen je učinek imunoterapije na elektrokemoterapijo oziroma obratno lokalnih ablativnih tehnik v kombinaciji z imunoterapijo. Eden od takih je recimo tudi interferon alfa, ki se daje pri zdravljenju napredovalega oziroma zdravljenju melanoma. No, tle smo mi v bistvu želeli postaviti pa nek drug koncept še zraven, ne samo ta znana zdravila, ampak morda, da bi z imunostimulacijo nekaj naredili, tako da bi dodali tem tumorjem določene molekule, ki so imunostimulatorne in sicer z principom genske terapije in sicer genske terapije, ki bi bila posredovana s to elektroporacijo, to se pravi, da bi uporabili isti vektorski sistem tako za zdravilo, kot tudi za gensko terapijo, sicer nekoliko časovno ločeno in prostorsko, ampak z enakim principom vnosa. To se pravi, genski elektroprenos določenega plazmidnega DNA z zapisom recimo za interleukin 12 bi bil en primer lahko imunogenske oziroma genske terapije z IL-12. IL-12 je potencialno zelo dobra molekula za zdravljenje raka, zaradi tega, ker spodbuja tako prirojen kot pridobljen imunski odziv, vendar, ko se je uporabljal kot rekombinantni protein, se je izkazal za visoko toksičen in zato je šel iz uporabe. Zdaj, če ne uporabljamo rekombinantnega, lahko uporabljamo gensko terapijo z zapisom za IL-12 in če to naredimo tako, da je to v tumorju ali ob tumorju, imamo nadzorovan, kontroliran in časovno tudi nadzorovan elektroprenos tega zapisa v tumorske ali normalne celice, ki producirajo potem IL-12. To se pravi, je to neke vrste smart way, to se pravi, da bi z nekim novim pristopom imeli netoksično in pa kontrolirano izločanje teh molekul. Ali to deluje? Deluje, če dajete intratumorsko, deluje tudi, če dajete peritumoralno, to se pravi, če transficirate celice z elektroporacijo, ki nosijo s plazmidi za IL-12 in pa hkrati, ali to deluje tudi pri pacientih. Danes imamo na obisku začetnika tega, Richard Hell, Dowd in Heller sta naredila to študijo, fazo 1, zdaj so v delu faza 2 in 3, interleukin intratumorsko, kjer oni tudi ugotavljajo ta abscopal efekt, vendar jaz mislim, da je ta kombinacija z ablativnimi tehnikami boljša. Tukaj vidite, da so zdravili samo par tumorjev in po določenem času pri nekem procentu bolnikov, ne pri vseh, je prišlo po parih mesecih, tudi po enem letu, kasneje po terapiji do popolnega izginotja tumorjev. To naj bi bili preostanki tumorja, ne več viabilni tumorji v tem pacientu. Torej, naš koncept je ta, da bi lahko z elektrokemo zdravili te tumorje in ob te tumorje v kožo, ki je imunološko zelo aktiven organ v našem telesu, dali gensko terapijo z elektroprenosom, z zapisom, to se pravi s plazmidom, z zapisom za interleukin 12 in povzročili tukaj imunogeno celično smrt zaradi elektrokemoterapije in naredili tukaj okrog imunostimulacijo, ki bi delovala bolje na tumor sam in hkrati spodbudila odgovor, imunski odziv celotnega organizma in delovalo tudi na druge dele telesa, to se pravi na oddaljene metastaze. To smo zapisali v nekem preglednem članku kot nekem modelu, kjer smo želeli to napovedati, da je to varianta. Povedali smo tudi, kakšne so variante, da bi se to lahko zgodilo, da bi se te spodbudil imunski odziv v bližnjih bezgavkah in se prenesel v celotno telo. In potem smo začeli razvijati tudi sisteme, ki bi bili primerni za tak pristop, to se pravi, mi rabimo poleg
učinka na tumor sam, tudi ta nek vrste elektrod in pristop, kjer bi lahko transfekcijo izvedli v kožo ob tumor, da bi se ta interakcija med lokalno ablativno in imunostimulativno terapijo tudi pokazala. Vse raziskave začnejo se in ponavadi tudi končajo na predkliničnih raziskavah in tle vidimo, da ta kombinacija v zdravljenju recimo enega takega melanomskega tumorja v miškah v kombinaciji interleukinske genske in pa elektrokemo se odrazi v boljšem učinku in večji kontroli, to se pravi 50% ozdravitvi tumorjev in pa deluje tudi na oddaljen, nezdravljen tumor, čeprav je bil razmeroma velik, z zakasnitvijo rasti, ne pa v popolni izginotju tega tumorja. No, ali to deluje? To deluje lahko na miškah, še boljše pa je, če to delamo na domačih živalih, predvsem na mačkah in psih, ki imajo spontane tumorje, ker živijo v našem domačem okolju, ki imajo tumorje, ki so podobni nam, tudi histološko, in ki se podobno zdravijo kot humani tumorji in predstavljajo te študije v bistvu najboljše predklinične študije za uvedbo v kliniko. To je bila ena študija, ki je bila narejena na veterinarski kliniki v Ljubljani in vidimo, da je dosežen visok odstotek odgovorov teh zdravljenih tumorjev, mastocitomov, in vidimo, da je tukaj ena razlika, odgovor po enem mesecu, odgovor po 40 mesecih. Kaj vidimo? Vidimo, da ta procent popolnih odgovorov, CRM pomeni complete response, zraste v času, kar pomeni, da je bil dejansko udeležen imunski odziv in da je dejansko doprinesel k večjemu odstotku popolnih odgovorov teh tumorjev. To še ne pomeni, da smo mi s tem dokazali abscopal efekt, to se pravi, da dejansko z lokalnim zdravljenjem imamo sistemski učinek, kaže samo to, da je odstotek zdravljenih tumorjev povečan zaradi nekega imunskega odziva. Kako to izgleda? Tle imamo kužka z razmeroma velikim tumorjem, ki smo ga zdravili z elektrokemo intratumorsko in pa z elektrogensko terapijo z plazmidom za IL-12, velikosti 3x3x2,7 cm in ta tumor sicer potem gre v neko inflamatorni odziv, ampak kot vidite v času, to se pravi po nekaj mesecih, se ta tumor regredira in kot vidimo 3,5 leta kasneje praktično ne vidimo, kje ta tumor je in ta žival, ta pes, živi že 3,5 leta, kar seveda ne bi bilo možno, če ne bi pozdravili tega tumorja. Ali to deluje na celokupno preživetje? To bi bil nek odgovor, ali imamo poleg lokalnega tudi sistemski odziv. Vidimo, da je mediani čas opazovanja po kombinirani terapiji v tej študiji, ki sem jo zdajle omenil, razmeroma dolg in bistveno podaljšan od tistega, ki ga dobimo samo po lokalni terapiji, kot je kirurgija ali pa elektrokemoterapija. V zadnji študiji, kjer pa zdaj že delamo z zapisom za IL-12 na psih, to se pravi pasji IL-12, se temu bi lahko rekla, se ta študija nadaljuje in tle pa vidimo, da poleg učinka na zdravljen tumor lahko na nekaterih primerih, kjer imamo več tumorjev, seveda to je problem, da morate imeti hkrati več tumorjev, ki jih lahko opazujete, enega zdravite, drugega pa gledate, vidite, da je tudi ta nezdravljen tumor po določenem času, 4 tedne po terapiji, se zmanjšal in tudi v končni fazi izginil. Mislim, da je proof of principle narejen, imamo plazmid, ki bi bil uporaben za zdravljenje humanih pacientov onkoloških, vendar moramo še priti do tega, da bomo pripravili plazmid, ki bi bil primeren za uporabo v humani onkologiji. Princip tega, kar sem vam jaz zdajle razlagal, večina onkoloških zdravljenj naredi za zdravljenje, podaljša čas do smrti oziroma podaljša čas do ponovitve bolezni. To, kar želimo doseči, to, kar vsi želijo danes doseči in delajo v tem principu kombinirane lokalne sistemske, imunske, je povečati stopnjo preživetja teh pacientov. To, kar mi želimo doseči, je to, da bi ob kombinaciji teh dveh terapij
povečali stopnjo preživetja in na osnovi, predvsem na principu abscopal efekta, to se pravi in situ vakcinacije in imunostimulacije. To je to. Upam, da nisem bil predolg. Gre za en nov koncept, gre za stvar, ki morda se bo razvila in pojavila kot zanimiva. Je pa to primer, še enkrat povem, ki je na našem razvoju stvari, ampak podobne zadeve se odvijajo tako v področju radioterapije, fotodinamske, krioterapije in drugih lokalnih. Hvala lepa.